Varstvena storitev pomoč družini na domu je primarno namenjena starejšim občanom. Zanjo je značilno, da se izvajalci pomoči lahko prilagodijo uporabniku na terenu. Pomoč družini na domu je ukrep nekako varstva starejših in šibkejših, ki ga izvajamo že veliko let, in to je pomemben ukrep za oskrbo starejših, ki ga vzpodbujamo in nekako oskrbujemo preko njega nekako približno 100 starejših, v določenih obdobjih nekoliko več, včasih nekoliko manj, in bistveno pripomore k sorazmerni oskrbi starejših. Ukrep za občinski proračun sicer ni poceni, vendar dosega svoje cilje. Vsakoletno občinski svet določa ceno, odloča o ceni na podlagi kalkulacij, ki jih pripravi izvajalec, to je Center za socialno delo v Sevnici, in na podlagi novih dejstev, novih podatkov se je cena nekoliko spremenila. Občina Sevnica bo tudi v letošnjem letu subvencionirala storitev v višjem znesku, kot je zakonsko določeno. Sprejeta je bila nekoliko povišana ekonomska cena storitve zaradi povišanja stroškov dela. Pri tem bo cena za uporabnike ostala enaka kot prej, razliko pa bo kril občinski proračun. Članom sveta so strokovne službe občine predstavile tudi predlog sprememb odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Sevnica, ki je bil vsebinsko nazadnje spremenjen v letu 2000. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je nekako nadomestilo za to, ki ga plačujejo lastniki objektov. Občina Sevnica ni v celoti uveljavila vseh objektov v tem nadomestilu. Zaradi zahtev zakonodaje razširjamo predlog objektov oziroma obseg objektov, ki bodo obremenjeni tudi z nadomestilom, tudi nezazidana stavbna zemljišča, tam, kjer so sprejeti izvedbeni prostorski akti. Predlog je usklajen tako z zakonodajo, kot z lokalnimi pričakovanji, da ti večinoma kmetijski objekti ne bodo bistveno preobremenjeni s tem nadomestilom. Hkrati pa bo zelo pomembno, da bodo lastniki svoje nepremičnine, svoje imetje nekako evidentirali oziroma pregledali v registru nepremičnin, ki ga vodi geodetska uprava, kajti v prihodnjih letih se načrtuje davek na nepremičnine in zagotovo do takrat morajo lastniki uskladiti svoje nepremičnine. Tako da je ta sprememba zakonsko sicer pogojena, na drugi strani pa tudi prinaša na nek način uskladitve evidenc in postopkov, ki so tudi pomembni za lastnike nepremičnin. Po opravljeni vsebinski razpravi so člani sveta podali dodatne predloge in pobude, ki jih bo občinska uprava proučila do naslednje seje, ko bo odlok obravnavan drugič.